Pozdravljeni, z vami sem Inga Gantar in danes bomo govorili o nadangelih. Nadangel Ariel. Smo še vedno v velikonočnem času in zame je velikonočni čas praznik zmage, novega življenja, upanja in jaz sama slavim ustalega Kristusa, ne tega na križu, se pravi ne poveličujem trpljenja, ampak verjamemo to, da vsak izmed nas mora dati določeno pot skozi, določeno kalvarijo, da dejansko mora umreti staro, da ja, vsi se znajdemo v točkah v življenju na tleh, ko enostavno ne vidimo pot naprej, ampak potem se kar nekje pojavi nekdo, ki nam poda roko in nekako vstanemo in gremo naprej. In verjamem, da ko enkrat prečistimo to svojo težo, ki jo vlečemo iz življenja v življenje, enostavno nas čaka boljše življenje. Govorili bomo o nadangelu Arielu. Veste, prav prosila sem, kaj je tisto, kar je danes pomembno, da slišite. In dobesedno Ariel se mi pripelje pred oči. O nadangelu Arielu sem pisala v knjigi Ko imajo duše žur. Omenila sem ga tudi v kartah Prehod v novo dobo. In nadangel Ariel je nadangel božanske vizije, božanske moči in pravice. Nadangel Ariel, glejte tukaj, če pogledamo tole mandalo, zlata, rozna barva in je povezan z razvojem ali pa čiščenjem kronske čakre in čakre tukaj gor nad zlati plamen, se pravi, se povečuje božanska povezava z Bogom, s stvarstvom, z angeli. Nadangel Ariel je povezan z obiljem. No in prav obilje, o tem bi rada danes govorila. Če gledamo, da kakorkoli živimo v materialnem svetu in ga ni človeka, ki reče, ta denar. Pač denar, res je, kot pravi pregovor, je sveta vladar. No in včeraj sem začela brati knjigo Zadnji valček tiranov. In notri je omenjen nek priimek na R, ki sem pozabila, kaj je, ampak omenjena je Svetovna banka in v bistvu interes teh temnih sil, vladarjev te Svetovne banke, da netijo vojne. Že od Napoleona naprej, se pravi 200 let, trajajo te svetovne vojne, ko se najde nekdo, ki želi ki ima pohlep potem, ko se že vidi v tem, da bo vladar sveta. In seveda ta nacionalna banka financira tako ene kot druge in na koncu je to edini dobičkar. In vemo, da zdaj smo spet tam nekje, ko se spet neke vojne pripravljajo. In strah je pa tisti, ki nas drži o tem, kaj bo. Zato, lejte, pomembno je, kaj poslušamo. To je prva zadeva. Se pravi, v svoj je potrebno vnašati čim manj strahu. Od zunaj, strani medijev. Enostavno vse, kar povzroča v nas strah, to je treba odstranjevati. Ker če gremo v naravo, lejte, vas lahko roža prestraši. Ne more. A vas lahko prestraši, če sedite ob reki in poslušate to žuborenje? A vas lahko prestraši, če greste v gozd in samo opazujete to šelestenje listkov? Ne more. In tam se nafilate z novo energijo, s to zemeljsko energijo obilja. Lejte, jaz spodbujam to, dajte si najti svoj vrt in začnite saditi. Veste zakaj? Zato, ker na ta način boste imeli občutek, da kreirate obilje v svojem življenju. Nekaj posadiš, nekaj zraste, imaš vpliv na to, neguješ z ljubeznijo. Vem, da nekdo pomisli, se ne splača, se imam za par evrov tam. Ja, res je. Ampak po drugi strani, a lahko tisto energijo, ki jo zemlja da tebi, ker to je vse energija, a jo lahko kupiš? Ne moremo tega kupiti. To je nekaj, kar se ne da kupiti. Ker glejte, obilje, in zdaj, če se vrnem nazaj, nadangel Ariel je povezan z obiljem. Največkrat je nadangel Ariel upodobljena z zlatim rogom,
čuvajo lev z zlatimi lasmi in ona sipa s tem zlatim rogom obilje na zemljo. In ko mi prosimo nadangela Ariela in lahko jo prosimo, ona nam govori, bodi v svetlobi, živi svetlobo, deluj skozi svetlobo. In vse, kar vam povzroča, veste tisto, pomeni, da ni za vas. Lahko uporabljate mišični test, da boste vedeli, kaj je za vas, kaj ni za vas. Ampak jaz sem res prepričana, ko nas bo ogromno ljudi začelo živeti svojo resnico, se bojo začele stvari spreminjati. V tej knjigi nastala je kot kanalizirano sporočilo nekega vnebovzetega mojstra, ker si nisem zapisala katerega, v glavnem in piše notri, da to kanalizirano sporočilo je bilo posneto leta 1987. In da mi ljudje imamo svobodno voljo in ni nujno, da pripeljemo sebe do uničenja. Ampak tisto pa, kar jaz pa verjamem, da imamo svobodno voljo in imamo izbiro. Jaz izbiram, kam bo šla moja pozornost. Jaz izbiram, čemu bom namenjala svojo energijo. To je moja izbira. In ker moja izbira pomeni, da če bom jaz, gledala poročila in sem vsakič tresla in bom rekla, in vsakič, ko dobim položnico, bom preklinjala denar, kaj se bo zgodilo? Še več težav bom imela. Vsakič, ko dobim položnico, jaz imam eno kuverto, kjer imam gor napisano, angeli, hvala za denar, plačano z ljubeznijo. In nekako se je vse uredilo tako, da kakor sem nekoč težko plačevala račune, ampak res težko, da sem dobesedno štela bam, 5 podgan, katero položnico bom prej plačala. Ne vem, ne me vprašati, po kakšnem čudežu se zgodi, ampak enostavno, takrat, ko rabim plačati račune, in računajte, da tiskanje knjig res ni poceni, od 15.000 evrov navzgor, jaz imam denar. Ne vem, po kakšnem čudežu, ampak enostavno se zgodi, da imam denar. In verjamem, da imamo vsi to povezavo z obiljem. Zdaj pa pogledajte, kaj mi zanč rekel ena modra duša. In gospod je rekel, sem imel brez denarja in res je prečistil svojo dušo in je rekel, in dobim navdih, da ne grem plačati loto, je rekel, ne boš verjela, 12.000 evrov sem zadev. Plačal sem vse kredite, še bivši ženi sem plačal njene kredite in še ostalo je. Sama pri sebi razmišljala, wow, kapo dol. Bivši ženi je plačal njene kredite. Po večini, veste, bivši ženi ne bi plačali nič. Saj jaz smo take izkušnje, ne? Še kaj bi vzeli, ne pa še kaj plačali. No, tako da v glavnem, glejte, gre se za to, da se naravnamo na vibracijo obilja. In zdaj le pogledaš drevo, vse prsti. Pogledamo travo, vse cveti. Pogledamo, kamarkoli pogledamo, vidimo, v polnem zamahu prihaja pomlad. Se pravi, nova rast, nov cikel, novo. In zdaj tisto, kar pa mi moramo razumeti, je pa naša naravnanost, mi smo pa naravnani na staro. In zato je pomembno, naravnajmo se na novo. Kaj lahko sama naredim, zato da bom živela v obilju? Za začetek moram počistiti svoje programe glede pomanjkanja. In zdaj govorim vam mojo zgodbo. Nekoč, ko sem dobila položnico, me kar stisnilo v želodcu, pa ne samo v položnici. Ob tem, ko sem zaslišala, da poštar prihaja. Sem dobesedno imela, spet nekaj, ko je pozvonil, spet nekaj. V bistvu, lejte, s tem, ko sem bila v tem ciklu negativnem, jaz sem privlačila še več slabih dogodkov in za povrh me pa še radar ustavil in sem imela takrat v tistem obdobju, koliko je bilo kazni, ogromno, 1200 evrov, groza. V glavnem, na vseh področjih se mi nekaj rušilo. In potem sem se pa odločila, da je tega dovolj in da bom začela živeti obilje. In ja, odločila sem se. In to pomeni, da sem začela opazovati, kje vidim obilje.
dežne kapljice, wow, obilje pada, super, k meni prihaja. Sem pogledala skozi okno, wow, koliko novih listkov. Enostavno sem se na vibracijo obilja naravnala. No, zdaj pa naslednja stvar, kar je pomembno pri nadangelu Arielu, je tudi to, da razumemo, da nadangel Ariel čisti kristale v epifizi. Kristali v epifizi so pa pomembni zaradi tega, ker so povezane s češeriko, epifiza, češerika, to je eno in isto. In v bistvu te kristali so kot oddajnik, ki oddajajo v vesolje, v stvarstvo, tisto, kar jaz sem oziroma kar jaz želim. Hvala Bogu, da te kristali nehajo oddajati takrat, ko sem v strahu, ker to pomeni. Manjšo frekvenco imajo, manjši oddajnik si, ker sem jaz prestrašena, če bi s to veliko močjo oddajala, to bi se mi res pospešeno dogajalo veliko slabega. Ampak ko sem pa jaz dobro, ko počistim, zdaj pa poglejmo, ker je pa pomembno ta povezava, pa gre z prve čakre ven. No in zdaj pa gremo na knjigo, ko imajo čakre žur. Prva čakra, korenska čakra, je pa povezana s tem, da kako jaz sebe vidim v tem materialnem svetu. In zdaj se mi je odprl na strani 60, v knjigi, ko imajo čakre žur. In zdaj, če pogledamo tukaj, potrebo imam potem, da ljudem dokazujem svojo vrednost. Veste, marsikdo, tudi zdaj kakšne predvolilne kampanje, da se petelinijo, strah me je prihodnosti. Potrebo imam potem, da se oklepam varnosti. Oklepanje varnosti, to je mogoče službe, ki ste jo že zdavnaj prerastali, odnosa, ki ste ga že zdavnaj prerastali. Oklepanje pomeni, da ste na vibraciji pomanjkanja. Zdaj tukaj ne govorim, da morate pustiti danes službo, ampak gre se za to, da boste najprej šli z zdravilno molitvijo dekodiranja, počistiti vse vaše programe, ki so vezani na pomanjkanje, zato, da boste potem lahko, veste, da boste imeli tako kot posodo, zdaj, če ste tako, da pijete iz šalčke za barbike, da boste to posodo povečali in da lahko več sprejmete tega obilja v svoje življenje. Potem naprej. Znanje mi daje občutek nadzora. Se pravi, se moram pehati za tem, da bom imela čim višjo izobrazbo, čim več nekih nazivov, ker s tem zdaj jaz dobivam nadzor, moč, zdaj jaz nekdo sem, ker imam titolo. Se pravi, ta titola mi daje neko verodostojnost, ampak je samo naziv, zemeljski naziv. To je potrdilo, da sem pametna, če imam neko izobrazbo, ni pa nujno, da sem modra. Veste, to sta dve različni zadevi. No in prav ta modrost, da prosimo tudi nad angelom Ariela za modrost, ker povečuje povezavo s stvarstvom. Stvarnik, daj mi moč, da sprejmem, česar ne morem spremeniti, in daj mi moč, da spremenim tisto, kar lahko spremenim. Zdaj pa tukaj pa pridemo do točke, ko vemo, da nekaj lahko spremenimo, pa se želim oklepati, ker sem pač navajena. Jaz sem navajena nekje živeti, z nekom živeti, dobro se počutam, zdaj bom vse to selila. Recimo, ko sem se jaz oklepala te varnosti leta nazaj, se mi je zgodil tok nekega dogajanja v meni. Ko so bile borovnice, v začetku julija, sem nabirala borovnice in sem imela polno skrinjo borovnic, recimo 35 litrov. In ko je prišlo do tega, da je počel moj zakon, je šla misel skozi mene. Enkrat grem v skrinjo, v klet, in vidim tisto skrinjo polno borovnic in si rečem, zdaj bom pa morala še borovnice moram preseliti. Pa novo skrinjo moram kupiti, nimam skrinje. In se mi začel rušiti, v bistvu je šla ena misel iz druge misli in v tisto, kako bom, strah glede preživetja. Naslednje jutro sem se zbudila s takimi bolečinami v križu, da nisem mogla vstati s posle. Poglejte, kaj sami sebi delamo. Strah me je dobesedno zaribal
In prav prva čakra je na dnu trtice. Se pravi, če vas boli hrbtenica, če vas bolijo noge, pomeni, da imate velike težave s prvo čakro, ki je na dnu hrbtenice, in spolno čakro, ki je na sramni kosti. In enostavno se ne morete premakniti naprej. No in zdaj, kako bomo to naredili, te premike naprej? Dajmo pogledati karte prehodu v novo dobo, da vidimo, kaj je tisto, kar je ta trenutek za vas najbolj pomembno, da veste, slišite, naredite v svojem življenju, da prikličete v svoje življenje obilje na vseh področjih. Da vidimo, prvo sporočilo, očistite solarni pleksus. Kdo je priklopljen na vas? Kdo vam črpa energijo? Kdo vam daje občutek oziroma sebi dajete občutek, da mogoče niste zadost? Pojdimo zdaj pogledati v knjigo, ko imajo čakre žur pri solarnem pleksusu. Popkovna čakra, solarni pleksus. Afirmacije, ki uravnavajo delovanje solarnega pleksusa. Dovoljujem, da v moje življenje prihajajo nove priložnosti. Dovoljujem, da se mi odprejo speče sposobnosti, nove poti in bogate možnosti. Ko imajo čakre žur. Dovoljujem, da v moje življenje prihajajo nove priložnosti. Žarim v svetlobi vere in samozavesti. Dovoljujem, da sem vir svetlobe, ki se širi na vse strani. Zavedam se, da sem bitje luči. No in zdaj, če gledamo, kaj pa blokira delovanje solarnega pleksusa. Strah me je sodbe ljudi. Kaj bojo pa rekli ljudje? Kaj pa, če nekaj naredim? Kaj pa, če me obsojajo? To je vse povezano s solarnim pleksusom. V duši nosimo občutek krivde, ki je povezan s preteklimi življenji. In prav zadnji solarni pleksus in zadnja popkovna čakra sta direktno povezane z občutkom krivde iz prejšnjih življenj. In potem, ker imamo krivdo iz preteklih življenj, mogoče v tem življenju ne naredimo nič. Strah me je, da me bodo zasačili pri prekršku. Strah me je, da bi izgubila svoje drage. Jezijo me dejanja drugih ljudi. In tako naprej in postajamo zvezani. Strah me je zavrnitve. Jezda sem na partnerja, očeta, mamo. Strah me je, da se izve resnica. Kaj pa, če se izve? Vse to blokira solarni pleksus. To boste počistili, ko boste prebrali knjigo, ko imajo čakre žur in boste videli, takrat se bo začelo dogajati, da boste lažje šli naprej. To čutim, da zdaj se je sprostila ogromna količina energije, kar zanimiv prevodnik sem postala za te energije in takrat, ko se sprostijo nek balonček energije, verjamem, da mogoče vam bom s tem videom pomagala, da boste vi lažje šli naprej, da boste lažje naredili neke premike v življenju, ki so ključni pri tem, pri vašem tudi duhovnem razvoju. Zdaj pa pojdimo nazaj na nadangel Ariel, kaj nam še govori. Nadangel Ariel blagoslavlja naše delo in poskrbi, da pravi ljudje pridejo do pravega sporočila. Če imate veliko zamisel in se vam še sanja ne, kako bo to sporočilo prišlo do ljudi, prosite njo, nadangela Ariela, ki vam v življenje pripelje ljudi in dogodke, ki bodo pripomogli k širjenju svetlobe. In zato prosite, boste vedeli in boste dobili vedno pravi odgovor. Nadangel Ariel je angel čiste nebeške pesmi, obilja in blaginje. Nadangel Ariel nas posipa s čarobnim prahom nesmrtnosti, modrosti in večnosti. Nadangel Ariel spodbuja čisto srce in vodi čisto misel. Spodbuja glasnike miru, da razsvetljujemo s prisotnostjo in z delovanjem. Nadangel Ariel nas spodbuja, da sijemo vse svoji zlati podobi. Prihaja nova zlata doba in ne bojte se tega, ne bojte se sprememb. Prihaja novo obdobje in ja, mogoče bo kakšna stvar mogla umreti. In takrat, veste, vsaka sprememba je normalno, da takrat lahko nas zgrabi strah, lahko se skrčimo ali pa proslavljamo. Veste, tako kot otrok, ko se rodi,
vedno proslavimo pol to novo rojstvo in je tako nekaj neverjetnega. Danes sem, sploh ne vem, ki sem zasledila, Sandra Bullock, in verjamem, da ste gledali film Življenje prvaka, The Blind Side. Poiščite ta film. Odličen film, kako družina, in to je resnična zgodba, kako je družina posvojila fanta, ki je bil brezdomec, njegova mama je bila narkomanka in ta fant je postal svetovno znani igralec ragbija. In prav ta film je prav Sandro Bullock spodbudil, da je posvojila 2 temnopolta otroka. In veste, jaz sem pa razmišljala, kako je neverjetna ta ljubezen. Ni važno, imaš svoje otroke, ali skrbiš za druge otroke, ali skrbiš za živali. Gre se za to, da svojo ljubezen širiš, večaš, da dodajaš. In zadnjič mi je sosed rekel, edina stvar, kar bomo nesli naprej, so dejanja, dobra dejanja, to, kar smo dobrega naredili za druge ljudi. In res verjamem, da je to res edina stvar, ki jo nesemo naprej, koliko dobrega naredimo. Zato delajte dobro. Ne delati stvari iz strahu, ne nobene stvari, tudi vitaminov ne jesti iz strahu pred boleznijo, ampak delajte za sebe, za druge, iz ljubezni in v vero, zaradi vere v boljši jutri. Zato posadite seme, zato ker veste, da bo nekaj zrasel. Zato naredite stvari, ki vam že vaša duša kliče, boste videli, da plačilo bo prišlo. Vedno. Plačilo pride. Če delaš iz srca, vedno pride plačilo. Jaz sem v to toliko prepričana in nenazadnje, jaz sama to živim. Danes sem dala tukaj zadaj drevo obilja, ki ga je naslikala Katarina Vidmar. To drevo obilja sem dala na nemške karte, Prehodu na novo, in je karta 89 in sicer to je karta odgovornost. Odgovorna sem za življenje in odgovorna sem za svoje odločitve. Odgovornost ne more nihče prevzeti namesto mene, ampak sem jaz ta. Jaz zdaj sicer gledam, če bom najdla karto odgovornost. Gre se za to, da se zavedam, nisem jo najdla. Je pa karta božanska podpora ven pokukala. Gre se za to, da razumem, da stvarstvo in jaz kot ustvarjena po božanski podobi in v sebi imam možnost izbire, se pravi, sem božansko bitje, ki ustvarjam. In s to svojo močjo ustvarjanja lahko prosim Božje sele, se pravi, te nosilce Božje svetlobe na zemljo, to so angeli, da mi pomagajo pri tem. Res verjamem, da lahko vsak izmed nas ustvari delček svojega raja na zemlji. In toplo vam priporočam, preberite knjigo Anastazija, ker ona prav govori o tem, o rodovnih posestvih. Rodovna posestva so tista, če bo vsak naredil svoj droben raj na zemlji, bo zemlja postala rajski vrt. In zdaj, glede na to, da bojo kmalu molitve, tudi Anastazija govori o tem, da vsi politiki, čeprav je na začetku mogoče dober, se financirajo iz enega vira in dobesedno podležejo temu finančnemu toku. In če ni financiran, nima moči. In enostavno, da takrat, ko bomo imeli rodovna posestva in takrat, ko bomo imeli mi ljudje svojo vlado, ne tisto plačano, ampak svojo, takrat se bojo stvari spremenile. Tako da, jaz res v to verjamem, zato vlagajte v sebe, v svojo zemljo, to, da nekaj sami predelate in boste videli, življenje se bo začelo spreminjati. In tudi to, da sami nekaj ustvarite. To, ko sami nekaj ustvarite, to je vaša kreacija in s tem lahko prinesete nekaj dobrobiti zemlje.
Še eno sporočilo s kart prehodu v novo dobo, da vidimo. Stvarnik, za vse te svetle duše, ki tole poslušajo, kaj je ta trenutek za njih res pomembno. Še enkrat božanska podpora. Božanska podpora. Tile prazniki so tako neverjetni. Božanska podpora. Prav ta trenutek me podpirajo vsa svetla bitja. Dovoljujem, da pomoč pride v moje življenje preko ljudi, dogodkov in naključij. Ko prosim za pomoč, jo tudi dobim. Vesolje in ljudje naj vedo, kaj potrebujem. Mogoče zdaj zame eno tako sporočilo. Vam povem, kaj jaz potrebujem. Poznate koga, ki bi mi pomagal, ki bi mi odprl vrata naprej do, ne vem, mogoče oddaje Dobro jutro, kjer bi lahko predstavila knjigo, ko imajo čakre žur, ko imajo duše žur, ali pa do Pop TV-ja, da bi lahko predstavila moje knjige. Ne vem, dajte mi pomagati, mogoče poznate nekoga, da bi lahko moje sporočilo tudi preko knjig prišlo do več ljudi. Sprejemam predloge. Glejte, očitno je zdaj to. Naj ljudje in vesolje vedo, kaj potrebujem. No, jaz sem vam povedala, kaj jaz potrebujem. Mogoče tudi vi morate povedati, kaj vi potrebujete, da boste to dobili. Tako da vse dobro vam želim, uživajte in predvsem pri vsem, kar delate. Naj vas spremlja, naj vas posipajo angeli z Božjim blagoslovom in boste vedeli, potem bo vse lažje. To je tako kot čarobni prah, ki pada na vas. Dovolite, da se zgodi. Vse dobro vam želim.